mojster, kuhar. Danilo Kozar. Aha, torej vi ste pripravili? Pripravljam vegetarijansko ploščo za 4 osebe in pa seveda še 2 inovativna krožnika. Zdaj, če malo podrobno bolj opišem to vegetarijansko ploščo, sestavljena je iz različnih komponent, tople zelenjavne terine, potem zelenjavne loparnice, štrukelj z blitvo, gratiniran krompir, popečen tofu na praženih gobah in pa seveda zelenjava na maslu. Potem sta 2 inovativnega krožnika. Na enem je teleči file v zelenjavnem ovoju, potem zajčja rulada. Tu je, kjero je ketero? Kot priloga je bučin narastek, bučina sira s suhim sadjem in pa zelenjavo za žara. Drugi krožnik je sestavljen iz srnenega fileja v slanenskem ovoju, potem prepeličja prsa, tartufi in gosjimi jetri. Za prilogo smo dali ajdov štrukelj, potem pisano belo in rumeno polento in pa seveda zelenjava je zraven. To je to. Kako potekajo kondicijske priprave? Vsak dan pretečemo 10 km šala. Jih pa vsak dan, bom rekel, prehodimo par tisoč po kuhinji. To je kondicija za relaksacijo, bom rekel, so res mečkani shodi v naravo. Ampak, bom rekel, zadnjih 14 dni pred samo kuharsko olimpijado bomo po vsej verjetnosti zaprti v kuhinji. Zadnje 3 dni bomo popolnoma zaprti v kuhinji. Kar pomeni, da so kuharske olimpijade vedno v oktobru, to pa zaradi tega, da, bom rekel, si kuhari lepo preživijo dopust, se relaksirajo, pocartajo svoje familije doma in lahko potem odidejo doma. Tukaj so v bistvu 4 restauracijske sladice. Tukaj prva je v bistvu en tak rožni koktajl z dodatkom jagode in rideza in cvetnih listov vrtnice. Zraven je beli čokoladni mus na mandljevem biskvitu, v enem takem čokoladnem ovoju iz bele čokolade in malo tega sadja mariniranega in omaka iz vrtnice. Potem imamo tukaj je v bistvu bavarska krema z jagodnim želejem v sredini, na pistacijevem biskvitu z ganašem iz temne čokolade. In zraven je metin sladoled z mariniranimi jagodami in jagodna omakca ali kuli. Potem imamo tukaj krožnik kombinacijo pomaranče in čokolade. Je tak čokoladni biskvit ali brownie, rečemo, pa ameriški biskvit z rožmarinom in sladoledom. Potem zraven je zloženka iz kokosovega biskvita, pomarančnega želeja in teh čokoladnih pen, iz vseh 3 čokolad je temna, mlečna in bela čokolada in zraven je flambirana pomaranča in pomarančna omaka. In tukaj imamo pa v bistvu sladico iz terana in hruške, v bistvu teranova strjenka s teranovim želejem, zraven je pa kardamomov sladoled in vse skupaj je postavljeno na koškov krpačo. Zraven je pa še teranova omaka. Koliko časa pa potrebujete, da pripravite en tak krožnik? Zdaj, tako bom rekla, za pripraviti tak krožnik, za postrež gosta v restauraciji se porabi tam 3 do 4 ure za pripravo vseh dekoracij in vsega. Za pripravo, za tekmovanje se pa porabi malo več, ker je treba v bistvu te stvari bolj natančno izdelati, treba paziti na take malenkostne detajle, ki so pri ocenjevanju zelo pomembni. Se pravi, take sladice pripravljate tudi v restauraciji? Tudi. A mi lahko zapite mogoče, kakšna je pa cena take 4-urne priprave? Ja, zdaj v bistvu ne vem, ker pač s cenami niti nimam toliko pravka. V glavnem pa se tako izjemno potrudimo za kakšne take posebne goste oziroma za goste, ki jim pripravimo ne take menije kot eno presenečenje, da jih zvečerjo pocrkljamo in presenetimo. A si tudi doma pripravite kdaj tako sladico? Včasih si tudi doma, ja. Ja? V bistvu pripravim kosilo in potem sladica je vedno tista pika na i. Super, najlepša hvala in se sreča v tekmovanju.